Spoštovana sedma sila, najmočnejša sila, razen parlamenta sila. Lepo vas pozdravljam. Najavljamo referendum o zakonu o RTV Sloveniji. Razlogov je mnogo. Prvi vsekakor ta, da kljub vsem naporom v državnem zboru nismo mogli preprečiti nekatere protislovnosti, nekonsistentnosti, napake in nevarnosti novega zakona. O teh napakah bom še nekoliko govoril. Drugi je pa ta, da koalicija ne more sprejeti karkoli hoče, samo zato, ker ima večino. In navsezadnje je potem edina rešitev pač ta, da spregovori ljudstvo na referendumu, ki je najvišja oblika demokracije. Tudi vam bom za uvod povedal nekaj, o kar se bo spotikalo pač vse, kar gre in živo in temu nasprotuje. In to je to, ali referendum res veliko stane in ali je ta zakon tak, da je vredno to narediti. Vsaj dva razloga sta za to, da kljub temu, da to nekaj stane, to je potrebno narediti. Prvi je načelne narave. Demokracija nekaj stane. In to je eden izmed zakonov, ki ni dobrih. Kaj pa, če bo naslednjič prišel katastrofalen zakon? Kaj, če bo prišel absolutno protidemokratičen zakon? In bomo rekli, res je takšen, vendar veliko stane, da ga na referendumu spremenimo. To se pravi, referendum je potreben takrat, kadar dvomimo, da je zakon primeren. In druga stvar, sprememba zavoda RTV bo tako veliko stala. Vsaka nova pogodba, vsak nov način dela, vsako pogajanje, vsako odpuščanje, ki ga bo ogromno, vsako premeščanje del ljudi, ki to postalo tako veliko, da bo požrlo ogromen del naročnine in po mojih ocenah bo to mnogo več, kolikor stane referendum. In zdaj tudi k vsebinski stvari. Vi veste, da ima ta zakon že zgodovino. Prvi je bil umaknjen od nove vlade. In predtem seveda še ta zgodovina. Prvi zakon sprememb leta 2005 je bil potrjen na referendum. Kljub temu, da je izzval strašno negodovanje pri opoziciji takratni, ki je zdaj koalicija, je bil ta zakon potrjen na referendum, kar pomeni, da je njegov sprejem potrdilo ljudstvo. In to je njegova najvišja legitimiteta. Zdi se mi, da bi bilo recipročno potrebno, da bi tudi ta zakon v tem primeru potrdilo ljudstvo na referendumu. Toliko. Sicer pa je bilo to koalicijska zaveza ideološke narave, na vsak način spremeniti zakon, tako imenovan Grimsov zakon takrat, ker je pač to ideološki zakon in je prejšnji vladi pomagal pri obvladovanju televizije. Vse to se je spremenilo v neumnost, v nič ni od tega res in zato ni bi bilo potrebno sprejemati novega zakona, vsaj ne na tak način. Prvi primer zakona je vzpostavljal nekakšno delniško družbo. Zanimivo. RTV, javni zavod, javno dobro, naša dika, da tako rečem, in največja kulturna institucija v državi, ki šteje 2000 in več zaposlenih, take institucije nimamo in je neprimerljiva s katerokoli drugo v državi, naj bi postala delniška družba. To se pravi, plen, mora biti tajkunski plen, vseh mogočih nakupov delnic. Ugotovili so potem, ko sem moral reči, sam sprožil to na javnem soočenju na televiziji, da v tem primeru naročnine ne bo, kajti nihče, ki ima elektriko v tej državi, ne bo nikakršni delniški družbi plačeval naročnino, so seveda ugotovili, da je to res. In da s tem naročnino zgubijo milijone in so to umaknili. Zdaj so delniško družbo imenovali drugače, vendar so njene značilnosti ostale. In to je bistvo.
Imenuje se nekakšna institucija javnega prava in tako naprej, ki jo je treba vedno prebrati, kajti na pamet si jo marsikdo sploh ne more zapomniti. Kljub temu pa ima vse lastnosti gospodarske družbe. To spet pomeni, da bo morala poslovati tako kot gospodarske družbe in tudi tako nabirati denar. Morala bo ustvarjati profit. In če bo ustvarjala profit, bo tisti del te družbe, ki ustvarja profit, kajti to bo dvopoljna družba, tisti bo vedno v prednosti. Profit pa pomeni komercializacijo, pomeni popolnoma drugačen program. In seveda pomeni že spet to. Če gospodarska družba ustvarja profit, ali moramo mi vsi plačevati za naročnino, za njihov profit, za njihovo komercializacijo, ali je potem to javno dobro, da mi podpiramo ta profit in pri tem nismo udeleženi. In še nekaj, tisti hip, ko je ta družba takšne oblike, je možna privatizacija. Ali bomo mi leta in leta plačevali naročnino in seveda s tem omogočili, da bo nekdo potem to sprivatiziral z našim denarjem in bo to njegova last? Ne. To je eden izmed temeljnih napak tega zakona in zakonodajalci so trmasto vztrajali pri njem. Kdo se je proti temu zakonu? Večina zaposlenih, večina sindikatov, zelo veliko število strokovnjakov ekonomske stroke. Celo gospod Bohinc z Univerze v Kopru je napisal članek, ki temu nasprotuje. In pravna služba parlamenta je napisala uničujočo oceno o tej družbi, ki ni bila upoštevana. Torej, gospod, morda bodo to sicer lahko začasno registrirali, poslovati pa ne bo mogla kar tako. Kajti del zaposlenih bo tako rekoč zaposleno v gospodarstvu, del bo pa še v javni službi. Kako bodo to razdelili? Takoj bo na delu 10 do 15 sindikatov, ki se bodo med seboj krepko usekali, kateri del njihovih uslužbencev bo več zaslužil. Naprimer to. Nastal bo kaos, ta kaos bo veliko stal, po programu se nihče ne bo pogovarjal in televizija se bo nekaj let ukvarjala sama s seboj. Drugače pa ima zakon še mnogo napak, o katerih bo verjetno govoril moj kolega.